končno dan, ki ga lahko vsi praznujemo, ne glede na veroizpoved. To je Svetovni dan kamel, znanih kot ladje puščave. Kamele praznujemo zaradi njihovih neverjetnih prilagoditev. Lahko preživijo dneve brez vode. Svoje grbe uporabljajo kot zalogo energije, ko primanjkuje hrane. Celo zanašajo se na svoje dolge trepalnice in goste obrvi, ki jih ščitijo pred puščavskimi peščenimi viharji. Ob tem zelo pomembnem dnevu je Univerza kralja Abdullaha za znanost in tehnologijo v Savdski Arabiji predstavila nov sistem dronov, ki ga poganja umetna inteligenca in lahko iz zraka prepozna ter sledi kamelam. Cilj je pomagati rejcem, da učinkoviteje spremljajo svoje črede, znižajo stroške in ohranijo enega najbolj prepoznavnih simbolov kulturne identitete kraljestva. Za več podrobnosti se nam zdaj pridružuje Valerie Crenshaw, generalna sekretarka Severnoameriškega združenja lastnikov kamelih rančev. Valerija, vesel dan kamel, hvala, da ste z nami tukaj na i22 News English. Najprej mi lahko poveste nekaj o današnjem dnevu in kako naj bi ta dan pritegnil pozornost k tej grbasti vrsti? No, vesel svetovni dan kamel tudi vam in vsem, ki nas gledajo. Pri nas se zdi, kot da je vsak dan svetovni dan kamel, ampak veseli smo, da danes vsi praznujejo z nami. To je praznik, ki se je začel leta 2009, torej pred 15 leti. Ustanovil pa ga je profesor, raziskovalec, navdušenec nad kamelami, dr. Rodžik. On prihaja iz Pakistana, trenutno pa dela v Združenih arabskih emiratih. In mislil je, da potrebujemo dan, ko lahko resnično cenimo, kaj kamele pomenijo za kulture, kaj pomenijo za industrijo in kaj so naredile za znanost. In zato je izbral ta dan, ker je v severni polobli eden izmed bolj vročih, težjih, dolgih in vročih dni. In zato je rekel, da so to dnevi, ki so popolni za prikaz, kako čudovito se kamele lahko prilagodijo svojemu podnebju. Torej, to je naš dan. Smo prav na sredini leta, v bistvu, in praznujemo kamele po vsem svetu. Rada to vidim in popolnoma imaš prav. Tukaj na Bližnjem vzhodu jih vidimo iz prve roke, kako prilagodljive so tem podnebjem. S to novo tehnologijo, ki jo je predstavila Savdska Arabija, mislim, kako lahko pomaga oskrbnikom kamel. Kakšen je trenutno glavni izziv za rejce in pastirje, ko gre za kamele? Mislim, da je veliko izzivov in seveda je odvisno od vaše regije, vaše kulture, in od tega, kako uporabljate kamele. Ampak ta tehnologija, pohvale univerzi in tem raziskovalcem, ki spremljajo kamele in nam pomagajo napredovati v tej industriji po vsem svetu. Mislim, da so naredili to, da so prisluhnili ljudem, ki dejansko upravljajo s kamelami. Tistim, ki so vsak dan na terenu, če lahko tako rečem, in ki vsak dan opazujejo ter delajo s kamelami. In slišali so, veste, kamele vsak dan, če imajo priložnost, prepotujejo velike razdalje, 50 do 60 kilometrov. In to je veliko za spremljati. Niso v ograjenih prostorih ali na pašnikih. Tako da poskušajo spremljati veliko čredo živali, ki bodo šle ven in se potepale, iskale hrano in se hitro premikajo. Veliko ljudi misli, da so kamele počasne. Niso. In tudi hitro brskajo za hrano. Tako jim ta tehnologija res lahko pomaga spremljati njihove živali, res je. Ne mislim, da bo to nadomestilo izkušene kamelarje, izkušene pastirje, ki poznajo svojo čredo in poznajo posamezne potrebe ter osebnosti tej živali. Ampak zagotovo lahko tej osebi ali tej skupini ljudi pomaga najti njihove živali in jih ohraniti na varnem. No, zagotovo ste tudi sami izkušena kamelarica. Ko gre za splošno javnost, kaj mislite, da najbolj napačno razumejo o kamelah? Mislim, da ste začeli z vprašanjem, ali veste, kako prilagodljive so. Kjer živim, imamo 4-letne čase in ljudje ne razumejo, da lahko eno grba kamela, ki jo imajo za puščavsko žival, preživi tudi v snegu, vetru in dežju. Zato mislim, da je ideja o tem, kako prilagodljive so kamele in kako lahko prenesejo takšne skrajnosti, širši javnosti morda ni jasna. Ljudje v tej industriji tega zagotovo niso spregledali. Vidimo, da se kamele vse pogosteje uporabljajo tukaj v Združenih državah, v Severni Ameriki. Vidimo celo, da v nekaterih delih Afrike določene skupine in kulturne skupine prehajajo iz reje goveda na rejo kamel, zaradi podnebnih sprememb, zaradi sušnih razmer. Kamele ne morejo le preživeti v takšnih razmerah, ampak lahko v njih celo uspevajo, medtem ko večina drugih živali tam sploh ne more preživeti. Neverjetno je videti, česa so te živali sposobne. Valerie Crenshaw, vesel svetovni dan kamel. Hvala, da ste bili z nami na i22 News English in ste našim gledalcem osvetlili pomen teh vrst. Cenimo, da ste bili tukaj z nami.
Najlepša hvala, vesel svetovni dan kamel.